Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani v oddaji Sreda v sredo, tokrat, kako naj povem, sredi Maribora ali pa nad Mariborom. Tudi samo oko kamere vam pokaže, da imamo kar lep razgled nad mariborskim mestom. Zakaj Maribor? Zato, ker prejšnji teden me je v razpravi v Državnem zboru zbodla razprava o sovražnem govoru. In zanimivo, najbolj glasni okoli sovražnega govora so bili prav poslanci Državnega zbora iz vrst oblastnih strank. Ampak tisti hip, ko sem poslušal zopet Mariborčanko, nekdanjo sodnico Murglovo, sem se spomnil en stavek, ki ga je izrekel pa njen kolega, sodnik, ob tistem, ko je Francu Kanglerju izrekel 7-mesečno zaporno kazen, ne pogojno, temveč zaporno kazen, rekoč, češ da že res, da je Franc Kangler trenutno izven politike, ampak obstaja nevarnost, da se bo vrnil v politiko in zaradi tega mu je pač treba prilepiti, pribiti, kakorkoli že 7-mesečno kazen, ki ga bo oddaljila od možnosti, da bi kandidiral za politično funkcijo. A to ni sovražni govor? Vsaj zame je in celo najhujše, sovražni govor iz ust sodnika, iz ust predstavnika pravosodja. Tudi vi ste bili na tisti razpravi okoli sovražnega govora. Jaz sem bil kot gost, poslušal sem predsednika odbora za 2015, Željka Vogrina, ki je v svojem nastopu prav ta citat sodnika na koncu omenil, ampak sodnik je izjavil že, da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost, da se vrne v politično življenje, mora v zapor. Si vi lahko mislite? Ja. Doktor Polegek, doktor prava mi je to izrekel 7.7.2014. Časopisna hiša Dnevnik je to zapisala. Odbor 2015 je obvestil predsednika države, gospoda Pahorja, predsednika vlade, gospoda Cerarja, predsednika Vrhovnega sodišča, gospoda Maslešo, podpredsednico Vrhovnega sodišča, gospod Vedetijo, varuhinjo človekovih pravic. Gospod Tonin je obvestil preko poslanskega vprašanja ministra za pravosodje, gospoda Klemenčiča, sodniško društvo, sodni svet. Počasi zmanjka prstov na rokah, ne? In do danes niti eden na te besede ni odreagiral, kot bi moral. Niti eden. Sramota za predsednika države Boruta Pahorja, da mu izpred njegovih oči kršijo človekove pravice z vsemi dokazi. On ne odreagira niti v javnosti, drugače niti ne rabi. Samo javno bi se oglasil. Več mu je vreden nastop na žaru, ko šljivi njegove državljane, po domače povedano, ko šljivi njegove državljane. Tudi pri zadevi Janeza Janše bi se gospod Pahor lahko oglasil. Sploh ni pomembno, ali je Zoran Janković, ali je Igor Bavčar, ali je Janez Janša. Ali Pavel Kodar. Ali Franc Kangler. Kadar so globoko kršene človekove pravice. Ampak ta sodnik, doktor Polegek, ni samo tega izrekel istega dne. 7.7.2014, en dan pred mojim rojstnim dnevom, je tudi rekel, kot oteževalno okoliščino, zakaj me pošilja v zapor, si vi lahko mislite,
kot oteževalno okoliščino je izjavil, šele pravnomočna obsodba ga je odvrnila od političnega življenja. Si vi lahko mislite? Težko, ampak Jaz skoraj ne morem verjeti, da je to res. Da se je to res zgodilo, verjamem. Ne morem pa verjeti, da nihče od poklicanih v tej državi ni poklican, da bi tega sodnika povprašal, pozdravljal. In to so mali bogovi, ne moreš verjeti. Kaj naj drugo rečem? Pač se borim. Iz odbora so me prav te dni obvestili, odbora 2015 v Grinželko, da bo v teh dneh obvestili evropskega ombudsmana, vse organe v Evropi, ker je to nedopustno. Tam me sodnik obsodi, ker sem nevaren za slovensko politiko. Tam me udbovec podpiše 8 odredb, ker sem nevaren za, ne vem za koga, za Sovo, za obveščevalne službe. Bil je namestnik direktora obveščevalnih služb. Magister Janez Žirovnik je bil konec koncev tudi uslužbenec službe državne varnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Jaz za župana, on za sodnika. En mesec, 14 dni je na policiji nastal prvi dokument za moje prisluhe. Da se še obrnil nisem. Veste, vsi dokazi so, da gre za golo maščevanje in politični obračun. Pa Ribičič, bivši ustavni sodnik, doktor Ribičič, profesor na pravni fakulteti za človekove pravice, Mariborsko krajino, okrožno in višje sodišče obremeni na 15 straneh. pa nikomer nič. In on zapiše, ne gospod Ribičič, on zapiše, za gotovostjo ne more trditi, ne, da se je dal izvoliti za sodnika magister Janez Žirovnik, zato da bi se Kangler maščeval. Zagotovo pa lahko trdi, ne, da gre za hujšo kršitev človekovih pravic, da je daleč od poštenega pa od neodvisnega sojenja. Pa okrajna sodnica v Mariboru, Alenka Golčar, ki ni upoštevala mojega odvetnika, doktor Bošnjaka, Vrhunski strokovnjak, ja. ki je resen kandidat za evropskega sodnika v Štrasburu, v niti enem predlogu. Ta sodnica Alenka Golčar, videlo se je, da je v celi razpravi dobesedno polagala besede v usta pričam, čeprav so vse priče izpovedale v mojo korist, niti ene. Tožilka je celo izjavila, da so njihovi 2 priči, kaj so jih tožilstvo predlagale, da sta lagale. Potem pričakujem, da bi podali ovadbo za krivo pričanje. Ampak sodnica ni želela upoštevati doktora prava, bivšega ustavnega sodnika, profesorja, mogoče celo pri njemu delala izpit. Sodnica ni želela zaslišati Rudolfa Mogeta, Jožefa Ravška, ne policije, ne tožilca bivšega, nikogar. Je to pošteno sojenje? Ne, absolutno ne. Na koncu pa ta sodnica reče, preveč je naključij. Si vi lahko mislite pred novinarje, da gre za preveč naključij, da bi jaz kakorkoli vplival na Vindiša, čeprav ni niti enega dokaza. In sem bil pogojno obsojen. Meni je žal, da ta sodna veja oblasti v Mariboru tako obračunava z mano. Verjemite mi, danes tukaj pred vami ne bo dolgo, ko bodo začeli v Evropi ropotati zaradi pravosodja v Sloveniji. To so že napovedali, nekatere stvari že na to kažejo. Pa vendar povejte, če bi se te stvari dogajale v Ljubljani, torej na ljubljanskih sodiščih, a bi bili z drugačnim metrom merjeni, kot ste tu v Mariboru? Ne želim biti krivičen do nekaterih sodnikov v Mariboru, ki so pošteno sodili ali pa pošteno sodijo. Nekateri sodniki, ki so pošteno sodili v Mariboru ali pa so pošteni sodniki, so takoj dobili KPK na glavo takratnega Klemenčiča, ker so v moji zadevi v domu pod Gorco,
kjer sem samo kot župan predlagal mestnemu svetu. In so me mariborski policisti in tožilstvo preganjalo, ker sem predlagal neustrezno rešitev. Še danes stoji tam dom pod Gorco, dom za starejše občane, eden najsodobnejših. 70 ali 80 ljudi je dobilo službe. Vse ne vem. Jaz nor ali je kdo drugi nor, izvensodni senat mariborskega sodišča je pač odločil, da ne gre za kaznivo dejanje. Čeprav smo mi vse podpisali od slovenjgraškega župana Zanoškara do Vejice. Ampak on je bil v Pozitivni Sloveniji, pa pri Desusu. Za njega ni bilo niti ene ovadbe, za mene pa, ker sem predlagal. In sem bil na sodišču. Škoda, da je megla, ampak lahko bi videl tudi konec koncev mariborsko Pohorje, ne, pa vzpenjačo. Ker zakaj? Tudi pri spenjači, ki je pač zaradi časa, verjetno pa slabega vzdrževanja vrak vzel, ste po hitrem postopku predlagali rešitev, ki ste tudi izpeljali, pa vendar deležni hkrati tudi kazenske ovadbe. Ja, mariborsko tožilstvo po mojih informacijah je zavrglo to ovadbo policije zoper mene. Saj ni bilo osnove in podlage, ampak gre za kriminalista. Še danes hranim doma uradni zaznamek, ki ga on napisal, podpisal. Temu bi jaz rekel, da gre za bolnika. To moraš biti bolan, ne? Če to zapišeš in zapišeš, da gre za verodostojne podatke, ne? Ta kriminalist je zapisal, da do sedaj zanesljivih informacijah od vira, ki je do sedaj dajal dobre podatke policiji, da je Franc Kangler naročil, da se podere steber stari za to, da bi dobili evropski denar. To piše na dokumentu policije. Pa zdaj vi meni povejte. Druga ne morem reči, naj mi oprostijo nekateri policisti, ki jih spoštujem pa podpiram, če en policaj to zapiše, da gre za paranojo, ki jo ima do mene, za preganjavico, in ta bi moral res iti malo na kakšen zdravniški pregled, ne? Malo tam levo od mariborskega Vseeno Pohorja. komu, ne? Ja. Jaz bi bil vesel, če mi kdo pomaga. Ne? Povejte mi, tule odzaj lahko marsikaj vidiva, kar je na koncu koncev obstalo po tistem, ko ste bili 2012 vrženi z županskega sedeža. Marsikatere okostnjake lahko zdaj s prstom pokaževa tukaj. Rekli so, da so sfukali Kanglerjev, ampak meni se zdi... Zjebali so Maribor. Tako. Glejte, tukaj imamo trg Leona Štukla, seveda kazenska ovadba, ne? Tudi zato je sicer tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo, ampak strokovne službe imajo sojenje po krajšem postopku, na krajnem, čisto po istem kopitu kot jaz, ne premoženjska korist, ne. Imeli smo tu Evropsko prestolnico kulture. Žalostno je, da Mariborčane zato preganjajo, da sledijo nekaterim interesom Ljubljane. In to mariborski tožilec, ne, ki je blizu bil zmerom Levice, LDS-a, se tudi druži s takimi ljudmi. Sodišča sledijo tistim, ki so zmerom imeli nekaj čez Maribor reči ali pa proti Mariboru. In ta gonja z mano. Ne? Vse prihajajo dokazi na dan. Pa gledajte, v zadevi Radarjev. 18 prič, v zadevi Radarjev je 18 prič povedalo zgolj resnico in tožilka je kar hitro dobila sliko, da Franc Kangler v zadevi Radarjev ni sodeloval v niti enem projektu. Razen, kar sem moral predlagati mestnemu svetu. Kot župan, normalno. Ja, imenovati komisijo. Vse ostalo so delale strokovne službe. In to so tudi povedali. Strokovne službe so tudi povedali, kdo si je zmislil Radarje. Da si je uprava to zmislila. Šlo je za igro nekaterih levih, ki so uničevali desnico. Danes pa prav gotovo nekateri na levi strani tudi ugotavljajo, da desnica je neko jamstvo za neki razvoj pa kvalitetno življenje. Ampak vseeno, Radarji. Verjetno bi bila v Mariboru
zdaj po tolikih letih, ker radarji več, ko so postavljeni, pa ne delujejo, tudi verjetno prometna varnost malo na višjem nivoju, ker konec koncev priznati moramo, če je res prvi dan bilo registrirano 5000 pa nekaj, ne? 5000, jaz se moram odkrito priznati pa reči, da niti sanjalo se mi ni, da bi lahko to bilo, to se je pač zgodilo. Veste, pa ni tu problem radarje, ne? Problem je tu nekaterih novinarjev, ne? Jaz osebno sem sklical novinarsko, dal pogodbo na mizo med mestno občino Maribor in Iskro, kjer točno piše, da denar ne gre Iskri. Piše, da denar gre v proračun občine. Pa sem drugi dan prečital, ne? Da denar gre Iskri, da bo se Iskra obogatila, da bo Iskra to. Ni res, čista laž. In to so jo vsi plasirali in pisali zato, da se zruši mene in posledično, da se zruši Janeza Janša kot predsednika vlade. V redu, ne? Jaz sem leta 2012, 31.12. odstopil in sem odstopil, v redu, mejte Maribor, mejte levičarje, Zaresovci in vsi tisti, ki ste sodelovali, mejte mesto, upravljajte z njim. Poglejte, a vidite, kjer je žerjav, da danes stoji v Mariboru? Ne, to je težko videti, res, ja. Če bi 2012 pogledali, koliko žerjav je v Mariboru stalo, ko sem jaz bil župan, bi bila velika razlika. Drugo, če bi jaz dokončal mandat, bi danes Maribor imel knjižnico, bi danes Maribor imel urejeno brežino reke Drave od tržnice do prireditvenega festivala Lent, glavnega odra. Letos ga ni bilo, ne, pri meni bi stal, ker bi bilo vse v lesu, ulica samo enosmerna, vse v lesu, čez not v Dravo les, most, za katerega sem jaz dobil kot župan še takrat 2 milijona 400 evrov evropskih sredstev, sklep vlade, bi stal, gor bi bili vodometi, vrgo bi 5 evrov, bi si izbral muziko za čez most in vodomet bi... In to si Maribor zasluži, vse se to pokrije. In če ti Evropa da denar, zakaj je aktualna oblast ta denar vrnila, pa ga ni želela vzeti? Vse to moraš biti nor, to moraš biti naivn. Za tiste 3 milijone, koliko bi ta brv znesla, bi Mariborčani imeli delo in kruha. Tak je. Ampak, pustimo. Ljudje morajo spoznati tudi to. Sej, nekje sem prebral, da pripravljate knjigo. Zdaj, če sem odkrit, ta knjiga, če jo začnete pisati z obdobja, ko ste še bili poslanec, pa ste delali v okviru tudi Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, pa do tega, ko ste konec koncev padli kot župan, pa kot državni svetnik, pa ne na zadnje sodbe, ki ste bili deležni februarja meseca, sicer pogojne. Je to thriller, ne, tak za en dober filmski... Veste, če bi zdaj napovedal, da bi to knjigo napisal, ne vem, če bi še dolgo živel, ne, verjetno bi imel kako prometno srečo s smrtnim izidom, ali pa bi se kje utopil, ali pa bi me električni udar doletel, ne. Ja. A mislite, da smo mi izjema od Amerike ali pa Nemčije? Ne, to je res, da nismo. Od Rusije. Da se pri nam ne morajo take stvari dogajati, ne. Kdo je Rudolfa Mogeta želel povoziti? Ne bi želel. Kdo je Rudolfa Mogeta povozil na morju? Še dan danes se ne ve, uradno, ne? Ve se. Ja, ve se. Pobegno, Rudolf Mogeta na svojem čolnu sredi belega dneva na morju, Čeh, Prpič ali Slovak, pa direkt čez njega. Kdo? Kdo? In pobegne. Ja, se tisto pobegne in ga ne najdejo. Ne? Kdo? Ja. Zakaj so Rudolfu Mogeto vlomili v stanovanje? Pa je bil poslanec Zakaj LDS-a. so hodili po Jožefu Jeravško, po stanovanju, pa je to ugotovil, pa niso počistili, pri Štekarah je bil med dol, pa tak. Pri meni na mestni občini, ko sem bil župan, so prstne odtise pustili na zidu, ne, to moja tajnica, vsi so videli, ne. Niste poklicali policije, da ugotovijo? Vejte, saj nisem kriminalec, da bi se bal, kaj mene poslušajo. Ničesar takega se nisem menil, ne. Ko sem jaz bil član te komisije parlamentarne,
11 let, jaz pa Rudolf Moge smo jim dokazala, kdo je neposredno vpleten v 19 vlomov v slovenska stanovanja politikov. Vlomili so zunanjen ministro, ki je varovana oseba, Ruplo, ko je spal. Si vi lahko mislite, da nekdo vlomi ministru zunanjem, ko je varovana oseba, ko je spal, on spi, zgoraj so pa hodili kriminalce. Vlamili so predsednika državnega zbora Boruto Pahorja. Vlamili so Vizjako. Vlomili so ne vem komu vse. A mislite, da so slučajno tisti Audija ukradli Marjanu Podobniku kot podpredsedniku vlade? A to se je nekje v Beogradu, kje se to zgodilo? Ne. Aha, tu nekje, ja vem, ja, se spomni že nazaj, ja. Ampak to je bilo eno obdobje, ne? Morate vprašati Jožefa Ravška, kakšen pogovor je imel z Drnovškom, ne? Da se to me stavek, da stara udba. Doktor Drnovšek se je zavedal in jaz ga spoštujem po svoje kot slovenskega politika. On ima iste težave kot pa jaz, pa nekateri, ne? Rudolfa Mogeta niso dali iz desnice povoziti, ne? Jaz sem v to prepričan, ne? Žalostno pa je, veste, da ti ljudje, ki so bili v ozadju, imajo po enega na mariborskem okrajnem sodišču, 2 na okrožnem, 2 na višjem, enega na mariborskih tožilstvih. In obvladajo vse. Cela mreža. Cela mreža. Imajo na davčni, imajo v vseh porah, ne? In ta knjiga, ko je od Romana Leljaka, Udba, to ni nič, ne? Ker to je do leta 60, seznam, ne? Novejši seznam je treba dobiti, ne? Ta seznam je najbolj pomemben, ne? Ta pa je Naj ga verjetno. nekdo prinese na dan seznam informatorjev registriranih, ne? In zdaj se bom dotaknil mojega sodnika, ne? Ja, glejte, magister Janez Žirovnik, ne? On je bil drugi človek Sove, namestnik. 11 let sem se kregal z njim, z njegovimi. To je bilo v času Iztoka Podbregarja? V času vseh direktorjev, od leta 96 do 2007. Ampak zdaj bom povedal, ne? Primer, ne? Odgovorni urednik radija me je spomnil prejšnji teden. Jaz se spomnim, da si ti bil pri meni za novo leto na obisku, da si rekel leta 2010, da se ti bo Žirovnik maščeval. On se to spomni, jaz sem to vedel, jaz sem to čutil. Glejte, je živa priča. A mislite, da ga bo kdo zaslišal, da bi on to povedal? Ne bo. Potem pa gledajte, gremo pogledat, ne, kdo je bil strokovni sodelavec na mariborskem sodišču magistru Janezu Žirovniku. A veste kdo? Ne vem, ne vem. Registriran trajni sodelavec mariborske Sove. Imaš pogled kot Dubrovnik lep, ne? To pa, seveda. Ne? Se pravi, da je prav... Zakaj je glih pri njemu bil ta tajni sodelavec Sove strokovni sodelavec? Ne? Jaz vem, da je registriran, mogoče ima danes zaradi tega težave. Iz funkcionalnih razlogov preprosto. Ne? Ja. Kako je to sploh mogoče? Kaj ima Sova za delati na sodišči? Kaj ima sploh obveščevalna služba za iskati na sodišči? Pa ki mi živimo? V Romuniji leta 85. Ampak dobro, Romuni pa ti so znali počistiti. Kdo je imel interes? Ne? Ta mreža dela. In to je problem. Ne? Pa gledajte, jaz vam priče pripeljem, da vam povem, da je Janez Žirovnik imel sodelavca, strokovnega sodelavca na sodišču tajnega agenta Sove. Kdo mu ga je tja pripeljal? Je to pomembno vprašanje? Ampak sam pogledajte, primer, sodnica oziroma poslanka Murgljeva. Po tistem, ko je na ustavnem sodišču padla zadeva okoli Patrije, je ona jasno in glasno pač povedala v svoji razpravi, oziroma v tistem, kar pač dela, da sicer poraz je, ampak v enem letu imajo dovolj časa, da konec koncev tudi zamenjajo ustavne sodnike. Torej, grožnja izrečena, pa na njo noben ne reagira.
Veste, če bi to izrekel kjeri poslanec na desnici v časi Janševe vlade, bi to 3-4 dni mediji tavkli, ne. Ampak to ni problem Murgleve, ne. To je problem predsednika vlade, dr. Cerarja. On je večji problem, ne. To si mislim, ja, ker konec Glejte, on je bil svetovalec Državnega zbora za ustavno pravna vprašanja. Kot doktor. Dolga leta, ja. Kot doktor, ne. In on je bil tisti, ki je svojim, doktor Miro Cerar je svojim naročil v parlamentu, da naj glasujejo za odvzem mandata Janezu Janši. Ne? To je žalostno. Čeprav je vedel in se zavedal, da je bil Janez Janša, kljub temu, da je bil obsojen, legitimno izvoljen. Tako kot vi v državni svet, ja. Ker je zakon jasen. Ja. Jaz sem bil legitimno izvoljen v državni svet, Ja. samo ko sem jaz bil že državni svetnik. So mene v Maribori po krivici pravnomočno obsodili, da so mi vzeli mandat. Tako. Janez Janša pa bil prvi obsojen in je narod vedel, da je obsojen. Pa ga In so vseeno. mu vseeno dali mandat. Ne? In zaradi tega menjate ustavne sodnike. Veste, ali so ustavni sodniki levi ali desni, se za njimi še eden, ne? To je evropsko. Strasbourg, seveda. Tako, evropsko In sodišče. noben sodnik ne bo svojega imena šel izpostaviti za neko stvar, ki je naprej znana in jasna. Ampak stvar, In morajo spoštovati, in to gre za resne ljudi. Demokracije, da lahko ali poslanec, ali konec oblastnih strank, ali konec koncev sodnik, bivši ali pa sedanji, izreče takšne grožnje, potem se sprašaš, v kakšni državi živiš. To za njih niso grožnje, to so za njih razmišljanja in to je za njih demokracija. Saj poglejte, imamo v Mariboru Prešernovega nagrajenca. Ja, vem, ja. Kolikokrat je govoril na protestih v Mariboru? Zraven je stal, ko je lutka Kanglerjevega obraza Pa se gorela. mu ni zdelo nič Kanglerjeve spornega. slike pa nič. Ne. Ne, to je izražanje volje. Tam pa kučanje, no knjigo hočejo prežgati, pa vsi v luft pa se derejo. Kaj je bolj navadno dejanje? Da visijo lutke v Mariboru z mosta, pa je to sporočilo, da bodo vsakega obesili, ali pa kurijo lutke z obrazi, ali pa eno knjigo. Nič ni dopustno, ampak katero dejanje je bolj nevarno? Knjige kurita ljudi. Prav gotovo ljudi, absolutno. Za hipec samo, da si ogledamo 2-3 oglase, pa se vračamo nazaj z Francem Kanglerjem in sicer iz enega razloga, kar je pisalo pred dnevi v časopisu Dnevnik. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska in prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. V Dnevniku sem prebral, da zanimivo, ne, to je novinar, ki vas zelo spremlja podrobno. Piše prostočasni kmet, ne, zaposlen na ptujskem radiju Tedniku, ne, se odpravlja v politiko. Kaj to pomeni? Da Franc Kangler po vsem tem, kar se mu zgodilo, bo stopil v državno politiko na čelu z kakšne stranke. Vem, da so vas tudi takrat, ko se vam to dogajalo na sodiščih, preprosto iz Slovenske ljudske stranke vrgli. Ne? Veste, kar se tiče časopisa Dnevnik, ne? To me ne preseneča, da oni s takim žargonom pišejo. Ne?
Jaz pa Rudolf Mogej pa Jože Rošek pa lahko potrdimo, ne? Ko so nam podatki ohajali iz parlamenta, ne? Dnevnik je zmerno prvi pisal. A veste, od koga so pa dobili informacije? Direktno od Sove. Dobre povezave. No, kar pogledajte, bivše direktore, nekatere direktore od Sove ali pa službence, kje so v službi, pri lastniku Dnevnika. Se pravi, služba kot taka ima en taki časopis Dnevnik, da politično obračunava z nekaterimi. Ne? In kdo so novinarji? Očitno so potem takem, če tako piše, kot nekdo diktira, blizu njim. Ja, se je konec Mogoče še kdo kakšen povezave. informator, ne? Mogoče še kdo kakšen registriran informator, ki dobi plačilo, ne? Marko Pogorevc zadeva, ne? Ko so ga želeli preganjati zaradi Holmeca, Vič Holmeca, ne? Se spomnim, ja. Obstaja zaupen dokument, ne vem, če še strogo zaupen, ne? Ampak vse piše not, kdo od politike je želel zlorabiti medije. Tam si je celo en visok politik, uradnik privoščil CD predati, jut pa urednika poklicati k nogi in reči jutri, da bo ta članek v časopisu najbolj bran. Ta urednik je to odklonil. Ne? Tam not tudi piše tistem poročilu, da naj naredijo vse tak, da bo za afero Vič Holmec kriv Janez Janša. To piše not. A si vi lahko mislite? V resnici je vsa ta povezava med staro Udbo in Levico delala to afero, češ da policaji, ki smo se borili za samostojno Slovenijo, tudi Marko Pogorevc na Viču Holmecu, recimo on, ne, smo bili kao morilci, ne, atentatorji ali ne vem kaj smo bili, ne, nas popluvati, oblatiti, ne, še takrat je norel ta slovenski Amnesty International, ne, ko se je to preveč zapletlo, ker je bil Mirko Bandl minister, ne, kaj ti interpelacija uspela, je Mirko Bandl odletel, vsega niti Drnovšek ni prišel v parlament podpreti. Ampak ta Ti si bilo preveč očitno, ja. ta zgodba je šla predaleč, ampak bilo bi pa dobro, da bi enkrat Nekdo v roke dobil ta CD. nekdo v roke dobo Gričarjevo poročilo ali pa omaknil dokument zaupnosti iz Gričarjevega poročila, 10 let, 20 let je poteklo, tega 15, pa naj narod vidi. Kakšne svinjarije so nekateri na levici delali, komu so potikali. Poglejte, ko sem prej omenil magistra Janeza Žirovnika, v živo se spomnim na moje vprašanje, ali ima Sova kaj pri tem. Jaz sem to spraševal Lorenčiča, direktorja Sove, gospod Žirovnik pa je zraven sedel poleg njega kot svetovalec. Glede vloma v Postojnsko kasarno, ko je šlo orožje. Orožje zginilo, ja. Pazite to. Mediji in nekateri so želeli to prikazati in narediti, kot da sta to organizirala in vpletena bila Darko Njavro in gospod Krkovič. Si vi lahko mislite? Zopet iz vrst... Desnice ali pa Janše je blizu. Tako. Ampak tu se jaz pojavim, pa še nekateri, ker Sovi dokažemo, da je njihov agent Sove imel v peti čevlja oddajnik in so spremljali od vloma do skladiščenja to orožje in vedeli za to orožje. Direktor in Žirovnik pa sta meni lagala, še hujše, kar je bilo, da so potem vse to zanikali. Mi tega nikoli nismo trdili. In smo jaz, Moge in Jelenčič šli v našo arhivo poslušati tak, tega ni bilo gor, čeprav smo snemali. In ni bilo na magnetogramu tega, vse nekdo zbrisal. Kdo? Mi? Ne. A smo mi bili pijani na komisiji? Ne, prav A gotovo. mislite, da je Moge neum? Če bi že jaz bil sporen. Ampak sem slišal jaz, Moge in slišal tudi Jelinčič. Tako daleč so šli. In danes me prav ta oseba, ker sem se jaz boril, da niso novinarjem,
več poslušali ali pa sledili, pa z njimi imeli take ali drugačne obračune. Mene preganja tukaj na tem sodišču. Pa nihče ne odreagira od mariborskih višjih sodnikov. Tolerirajo to njegovo početje. Ampak nekaj vam povem. Počasi mi že gre samo na smeh. Bolj kot se bodo z mano ukvarjali, bolj bodo škodili pravosodnemu sistemu v Sloveniji, bolj bodo škodili Žirovnikom in vsem tistim, ki so preko Žirovnika tako ali drugače v postopki mojih vpleteni. Ker je to, preko slej bo to nacionalna sramota. Evropa bo reagirala, da meni bivši obveščevalec osno odredb je podpisal. A si vi lahko mislite? Zmerom je bil on dežurn. 7 jih je podpisal za prisluhe. Je vse kaj, 14 dni po tistem, ko ste postali župan, je že prvo zadevo Ne, leto pa pol. je rabo. Ja, No, ampak en mesec pa 14 dni je policija naredila prvi tako je. dokument. Ne? Povejte mi, prejšnji teden je bilo na neki televizijski anketi vprašano gledalstvo, kaj menijo, ali je slovenski pravosodni sistem potreben prenove. 95% vprašanih je odgovorilo z da. Ampak to sporočilo, ne vem, ne pride do tistih, ki bi o tem morali odločiti ali nočejo tega vedeti. Jaz se bojim, jaz ne morem verjeti, ko vidim novinarsko konferenco Vrhovnega sodišča in se hvalijo, da so zmanjšali zaostanke. Po drugi strani, pustimo Janšo, pustimo Kanglerja. Ljudje so razočarani nad nekaterimi odločitvami. Vse več jih je. Ljudem se dogajajo v hiši pravice krivice. Ja. Ne? In take krivice je potrebno popraviti ali pa preprečiti. Ne more biti. Jaz vam odkrito povem zaradi tega, ker ena sodnica izreče eno pogojno kazen. 30 obravnav. Toliko časa. Pa naprej ve, da bo višja instanca ali pa Vrhovno sodišče Zavrgla, ovrgla. Ja. Pa tožilec ne odstopa, pa vztraja, vztraja do nedogled, ne? V mojem primeru, ne? Zadeva je živita, ne? Tožilka vztraja in vztraja, čeprav je Vrhovno sodišče reklo, da ne gre za takšno kaznivo dejanje. Da gre za prekršek morda. Ne, da naj pa preverijo, če gre slučajno za zlorabo. Tako, ja. Ne more iti. Ampak poglejte, ona kljub temu, da ima sodbo Vrhovnega sodišča, ona reče, ne, mi stojimo na stališču Višjega sodišča v Mariboru. A si vi lahko mislite? In ta tožilka ni edini primer. Sodnica Sonja Krajnc, Mariborskega okrajnega sodišča. Ko se je izločil polegek, meni sodi. Moj odvetnik, dr. Vošnjak, jaz, smo jo večkrat opozarjali, da ne gre v pravo smer, da krši zakon vse. Ne? Šele ko je odbor 2015 ostro pismo napisal vrhovnemu sodniku, predsedniku Vrhovnega sodišča Masleši in vsem sodnikom na Vrhovnem sodišču v kazenski zadevi, ki so razsojali, ki so bili v senatu, da smo jim dokazali z magnetogramom, da sodišče v Mariboru, okrajno, sodnica in tožilka, ne spoštujeta sodbo Vrhovnega sodišča. Šele takrat je ona odreagirala, mogoče bil kakšen klic, in je rekla, glede na sodbo Vrhovnega sodišča, jaz jo moram spoštovati, ker sem imela pogled v spis, se izločam. Zakaj se ni prvi dan? Tako. Jaz ne bi rad, da ta stvar zastara. Ker nisi nič kriv. Jaz ne bi rad, da ta stvar zastara. Ta stvar leto zastara 22. julija. Jaz si želim, da pride proces do konca. Ampak zanimivo, pri vseh teh, bom rekel, za javnost vpijočih primerih, tako pri vas kot konec koncev pri Janši, se pravosodje prav trudi, da zastarajo. Tam, ko nisi kriv. Tako. Tako je. Škoda pa je bila storjena velika. Absolutno. In vam, in konec koncev njemu, jaz ne vem, to se ne da izraziti v denarju, ne v, ne vem, živcih, kakorkoli že, ampak je, škoda je. Neprecenljiva. Ja. A ni to smešno? Nekje sem prečital.
ker je Janez Janša bil zapret po krivici, mu zdaj nam ponujajo, ne vem, 45 ali 50 evrov. Na dan. Ja, jaz bi tistega sodnika poslal v zapor, pa iz svojega žepa mu dam 50 evrov na dan, pa naj bom zapret. Ne? Če bi pa bil kot poslanec tam, ali pa v kje druge službi, pa verjetno pa doma, pa ugled, pa vse, ne? Si vi lahko mislite, sistem. Ne? Ja. Ko bo pa sodnik svojega žepa mogel plačati krivico, ki jo je Se- naredil zavestno, ne? To je Tako pa- kot v Nemčiji, ne? To je za tisto Ne? vprašanje. Tako kot v Nemčiji. Ja. Jaz nisem za to, da se sodnike preganja, saj sodnik lahko naredi Napako, ja. napako. Lahko naredi eno, lahko naredi dva. Če pa pogledamo eno moj postopek, da se sodnik trudi in da ne dovoli, da bi zaslišal prič, ki mene razbremenjujejo, da bi prišli do materialne resnice. Sva pred tistem, kar je prej rečeno bilo. Preveč naključij je, da je bilo naključno. Ja, preveč naključje je, da bi bilo naključno. Če meni sodnik reče, že, da Kangler dela na kmetiji, ampak predstavlja resno nevarnost za politično življenje, mora v zapor in to časopis, dnevnik to zapiše. Jaz pa sem pri tem izgubil mandat državnega zbora, Državnega svetnika. državnega sveta, mesečno dotacijo, doma sem mogel vso živino poklati, ker sem mislil, jutri grem v zapor, ne, pa rabim spet 2 leti, da prijem do svoje matične čreje. Ne. Grdo se je pisalo o meni, ne. Kriminalec sem bil v očeh javnosti, še ne vem kaj drugo. Ne. Taki sodnik bi moral svojega žepa meni škodo poravnati. Zdaj pa konec koncev pri In tistem. ko bi prvič en taki sodnik Ja. moral meni škodo poravnati, tisti, ki bo za mano prestopil prag krepko sodišča, premislil. nikoli več ne bo po krivici obsojen, tako kot sem bil jaz. Da nevarnost je, da se vrne nazaj Kangler v politiko, ni več to nevarnost, ampak to je dejstvo. Torej, kaj je novega? Vem, da Aleš Primc ustvarja novo desno-sredinsko stranko, zanimivo, to so prej delali levičarji, ne? In s tem na nek način obdržali oblast v rokah, da so ustanavljali take stranke enodnevnice. Ne, dobro, to je bil Virant, on nikoli ni bil na desnici, je bil levičar. Ne, Pa se je tudi ta SMC, ki je zdaj na pa oblast. SMC, pa Pozitivna Slovenija, ampak bra- veste, če je problem, ne? Problem je obrazov. Ne? Če kdo misli, da lahko vlada z novimi obrazi, ne? Ni res. Ni res. Ne gre. Zaenkrat mu še uspeva. Ja, zmagati, Ja. vladati pa ne. Ljudje so to spoznali. V Nemčiji in v razvitih demokracijah se 1/3 starih obrazov nadomesti z novimi. Imaš 2/3 prekajanih politikov, ki se vedo. Zagotavljajo neko. Tako. Ne. Ta parlament, saj ne vem, kdo je iz Maribora poslanec. A se sliši kaj o Mariboru, o Štajerski, o Prekmurju, o regiji? Murglovo imate, Ja. mi imamo pa tudi Jaz svoje. se, moram reči, da enkrat sem se srečal z gospod Murglovo v parlamentu, malo smo se pogovarjali tudi o mojih zadevah. Rekla je, da se je zelo čudno zdijo nekatere stvari. Ne? Mogoče bi od nje pričakoval, da bi ona kot SMC odreagirala na moje krivice. Ne? Pa ni, ali pa še mogoče bo, ne, da ne bom Morda si krivico obeta, naredil. da bo šla po koncu mandata nazaj v Ne sodišče. more ona nikoli več biti sodnica. Tudi to je vprašanje, ki ni rešeno. Komu pri nas. bo ona sodila? Vsakemu, ki bo ona sodila, bo rekel, jaz sem v drugi stranki. Ali bo pa v stranko stopil, vi me ne morete soditi. V vsaki zadevi, da se je mogla izločiti. In tu je zdaj problem tega prenove pravosodja. Zakaj? Nekdo, ki je bil prej v obveščevalni službi, žal ne more biti sodnik. Nekdo, ki je bil... Ribičič je v mnenju, ki ga je napisal, ustavnopravno mnenje, zelo problematiziral, da nekdo, ki gre iz obveščevalne službe Sove za sodnika, je problematično z tega vidika, ker je v Sovi ali pa v teh službah se večkrat kršijo človekove pravice glede uporabe posebnih metod in sredstev, prisluhi, sledenje in to. In taki človek v takšnih zadevah, ko mora odločati, ne more presoditi realno Objektivno. ali pa objektivno. In to mi je bilo všeč, da je to celo Ribičič videl. Ne? Sej, si znate vi predstavljati, da bi en agent Stasija bil imenovan
vzhodno-nemške službe za sodnika v Nemčiji. Vi se smijete. Ne, sej, Mislim, samo... Ne? nam je lahko morda smešno, ampak žali Bog se to dogaja v tej državi, hkrati pa vidiš, ne, da celo nek Lech Walesa, ne, ki je bil na čelu konec konca demokratizacije Poljske, je bil tudi okužen z tem, ampak je to pošteno priznal. Ne. Dobro, vse imamo tam tudi Drobniča, ne? Ja. On je povedal svojo zgodbo, da je pač so ga mučili, da je podpisal pod prisilo, zdaj. Kakšna je resnica, je to ve on pa še kdo, ne? Bili so hudi časi, ne? Tudi nekdo, marsikdo se je po krivici znašel, ne? Na takšnem drugačnem seznamu ali pa sploh ni vedel, ne? Tisti, ki so pa podpisali sodelovanje z službo, so vedeli, ne? So imeli svoje vzdevke, ne? Ampak zanimivo, ne, ta moj sodnik, mariborski Janez Žirovnik, ne, je v arhivu, da kot uslužbenec službe državne varnosti Jugoslavije, socialistične, ne, po Mariboru sledil ženo od morilca, ki je po Evropi moril za potrebe Udbe, ne. In največ plačil, ne, teh umorov po Evropi je bilo plačanih v Mariboru, v eni pisarni od enega, ne bom rekel odvetnika. Ne? In tudi ta gospa, ne, od tega morilca, ki je moril po Evropi, je dobila stanovanje od mestne občine Maribor. Ne? Za nagrado, ne? Ne moreš verjeti, ne? In to je takratna služba državne varnosti vse urejala, ne? In seveda, ne, in potem se najde en Kangler v parlamentu, in potem se najde en Kangler še na občini, in nekaj se zgodi, 53 evropskih projektov, mesto gre naprej, mesto raste, tako ali drugače, dobimo kulturno prestolnico in potem se pojavi tu en Partljič, poklican, ne, pisatelj Vuk Godina, sami levičari, ne, Vezjak, ne, večni filozof, ne, in začne modrovati in zares in... Zgodi se 2012. In zgodi se 2012, pojavi se kombi, ki omogoča Wi-Fi po Mariboru, ne, da ne bom rekel, čigav je bil, ne, prenosi, ne, en dobi nagrado ambasado na Kitajskem, ne, drugi je župan, ne, tretji je to in pač imamo to, kar imamo, ne. Dobenega žerjava, nič se ne dela, vse stoji. Franc Kangler, če greste, pa vem, da greste nazaj v politiko, a greste na politiko na državno raven ali... Jaz nikoli nisem šel iz politike ven. Je se... Mene je na silo po krivici iz politike vrgel mariborski sodnik, Polegek, doktor Polegek in vaš žerjav Prekmurski. Ne? Vaš bivši predsednik takrat, ne? Ja, recimo, Slovenske da je bil ljudske moj, stranke, ne? ja. On je mene demokratično izključil, ne? Gospod Žerjav, kot predsednik stranke z podpredsedniki je na kolegiju predsednika glasoval v nasprotju z statutom ljudske stranke, niti nisem se mogel zagovarjati, ni nič. Kak je to predsednik? Če že svojega statuta pa svojih predpisov ni spoštoval ali pa... Lepo vas prosim. Zato pa je šel. Bil smoteč, ampak v redu, ne imajo ljudsko stranko, so tam, kjer so, na 1% in če me ne bi ven vrgli iz stranke, na taki način, tistih 150 glasov, kaj jim je svolilo na državno-zborskih volitvah, gledajte, tukaj v Mariboru in tukaj v regiji bi dobili. Ja. Tim Ribič bi bil poslanec danes. Vi, vidim, da je pred dnevi izstopil z SLS-a župan Celja Šrot, a to pomeni, da boste neko župansko os na državni ravni oblikovali? Ne, župansko os, jaz sem si dober s vsemi župani, sem bil predsednik skupnosti občin Slovenije 4 leta. Šrotom smo že ne od malih, no, ampak ko je on začel politiko, državnega sekretarja, jaz pa poslanca, smo velika kolega ostala. Zakaj ne bi ostala zavedno? Tudi z vašim županom sem dobro sodeloval z Murske Sobote. Štihcem. Štihcem, tudi se slišim, tudi njega nabijajo na sodišču. Zanimivo, ne? Zanimivo je, ne, da ste vi dobili župana v Murski Soboti, slučajno takega, je skoraj malo podobno obveščevalcem, ne, glede na to, da je bil direktor kriminalistične službe. Glejte, Slovenija kliče
Ne po novih obrazih, ampak po novih povezavah. Ne? Demokratičnih, ki spoštujejo pravo, ki imajo odnos do preteklosti, predvsem pa jih skrbi prihodnost. In ki so pripravljeni delati v dobri veri za ljudi, za boljšo Slovenijo. Če pa pogledamo zadnje imenovanje nekaterih ljudi v nadzorne svete in v upravo Ljubljanske banke, pa Drnovškove besede, pokojnega Drnovška, da imajo v rokah še vedno vajeti stara udba. ja, no, gledajte, to je pa spet, smo prišla na začetek enega vsebinskega pogovora med Drnovškom in Jožetom Jerovškom, ki je bil predsednik komisije za nadzorno-obveščevalne službe, ne. Drnovšek se ni bojal Janeza Janše, ne. Še ne manj. Drnovšek se je zbiral in bal tistih starih od SD-ja, starih struktur, ki so 50 let gradili udbo in 50 let imeli povezave in 50 let so vse zmrežili. In to danes uničuje to našo prelepo Slovenijo in državo. Tu narediva piko za tistim stavkom, ki ste ga prej rekli, da potrebujemo obraze, ki bodo delali v dobro te države in ljudi. Saj jih imamo. V Sloveniji, Samo treba je zaupati na volitvah. v Sloveniji smo sposobni peljati Slovenijo, da jo dvignemo, odpreti, predvsem za mlade me skrbi. In jaz sem prepričan, da v Sloveniji lahko nastaneta nova, 1, 2, 3 stranke, ampak to tiste, ki imajo tudi stare pa poštene obraze, ki poznajo demokracijo, ki spoštujejo pravo. Kaj ti pomaga, če je Cerar pred volitvami govoril, da je pravo za njega svetinja, ko pa je dobil priložnost od občanov, pa je vse drugo kot pa tisto, kar je govoril. Ne? Kje je zdaj minister Klemenčič? Užaljenje. Sedi z ministri, ki so si 2-krat dali izplačati potne stroške, pa nič. Lepo vas prosim, no. Užaljenje, glavno to. Če je užaljen, v redu, ne. Ampak bo premislil, je premislil, ne bo odstopil. Tu je zdaj v zadnjem primeru Ormoške tovarne in tako dalje. Imamo še ogromno za povedati, pa ne moremo več, ker nam je že čas pobegnil. Franc Kangler, še enkrat, Maribor potrebuje neke nove, ne vem, energije. Pa Maribor je imel, Mariborčani so si aktualnega župana izbrali. Preko slej bodo dobili priložnost, ali še mu namenijo en mandat, ali ne. Niso krivi samo Mariborčani, ne. Tudi nekateri mediji v Mariboru, ki So pač delajo tako ali drugače v takem naragovem interesu, resnica počasi prihaja na dan, pa še. Hvala lepa. Tudi vam. Vidimo se čez teden dni. Srečno. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska in prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano.